Dober dan. To je drugo od 4 soočenj na 1:1 pred prvim krogom predsedniških volitev. Samo še en teden kampanje je ostal 5 kandidatom in 2 kandidatkama, potem nastopi volilni molk. Bitka za preboj v drugi krog je vedno bolj ostra in napeta, zlasti med kandidati levo od sredine, ki so danes z nami. Dober dan, spoštovani gostje, Miha Kordiš, ki kandidira s podpisi poslancev Levice. Dober dan. Dober dan. Nataša Pirc Musar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo Piratov ter stranke Mladih Zeleni Evrope. Dober dan. Dober dan. Milan Brglez, ki kandidira s podpisi poslancev Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov. Dober dan. Dober dan. In Vladimir Prebilič, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo Vesne zelene stranke. Lepo pozdravljeni. Dober dan tudi vam. Kakšni predsedniki bodo, če bodo izvoljeni, kako bodo ravnali v eni najtežjih situacij, v katerih se predsednik republike sploh lahko znajde? Bodo ravnali ustavno ali bodo ostali zvesti svojim načelom? Kakšen bo njihov odnos s predsednikom vlade, še posebej takrat, ko se z njim ne bodo strinjali? In ker volivci od najvišjih politikov v državi upravičeno pričakujejo, da znajo pravilno napovedovati nadaljnji potek dogodkov in pravilno odmerjati svoje aktivnosti, se bomo s kandidati pogovarjali tudi o tem. Ampak najprej, spoštovani gostje, nekaj stvari razčistimo. Gospod Kordiš, gospod Brglez, vidva sta med zadnjimi vstopila v to volilno tekmo. Gospod Brglez, vi se zdaj z Natašo Pirc Musar srdito borite za vstop v drugi krog. Hoteli ste biti kandidat vseh 3 koalicijskih strank, vendar ima Levica svojega kandidata. Iz krogov blizu vas prihajajo informacije, da vam ravno Miha Kordiš lahko odnese uvrstitev v drugi krog, ker pobira del glasov na levi, ki bi jih sicer lahko dobili vi. Gospod Kordiš, ne verjamem, da se v Levici niste zavedali tega, da se prav lahko zgodi, da bo vaša kandidatura v drugi krog ponesla gospod Pirc Musar, za katero vi pravite, da je preveč liberalna, gospod Brglez pa, da je odvisna od tranzicijskega kapitala. Levica je napovedala vstop v predsedniško tekmo v trenutku, ko koalicija ni imela svojega kandidata in ni nič kazalo, da bi ga imeli. Skratka, ko nobena druga stranka ni prevzela odgovornosti, smo mi prevzeli to odgovornost, napovedali vstop v predsedniško tekmo in ponudili nekoliko kasneje še kandidata. In to smo storili z zelo dobrimi vsebinskimi razlogi, ker na mestu predsednika potrebujemo nekoga, ki bo deloval kot glas za ljudi, ki glasu v naši družbi nimajo. To so običajni delavci, običajne delavke od industrijske hale do pisarne. Zdaj, niste odgovorili, če se lahko to zgodi, ampak če se to zgodi, da vi onemogočite gospodu Brglezu v drugi krog, ali vi pričakujete za Levico kakšne posledice tudi koaliciji? Ni skrivnost, da imamo predsednika vlade, ki igra samo na zmago, podpira pa gospoda Brgleza, in ni skrivnost, da je lider vaše stranke Luka Mesec zagovarjal, da bi Levica podprla Milana Brgleza. Torej, kakšne posledice za Levico? Koordinator Luka Mesec je predstavil svetu stranke, tako kot po funkcijo tudi mora. Možnost, da se naknadno odločimo o podpori gospodu Brglezu, ampak smo se v stranki v resnici že kakšne mesece pred tem pripravljali na svojo lastno kandidaturo in stranka vstopa v to predsedniško tekmo združeno. Sicer pa ne delim vaše ocene, da bi bila ravno Levica tista, ki bi onemogočila recimo gospodu Brglezu vstop v drugi krog. To predsedniško kampanjo sidramo na zelo jasnih vsebinskih temah in za te teme tudi želimo, da se prevedejo potem v nadaljevanje predsedniške tekme. In če kaj, bi dejal, da naša kandidatura vabi na volišča ljudi, ki so sicer popolnoma oropani kakšne politične perspektive, ki ne verjamejo v politiko, niti ne hodijo volit. Z našo kandidaturo in z našimi vsebinami, da bomo njihov glas, pa se bo to morda spremenilo. Zdaj, niste odgovorili, ali pričakujete kakšne posledice, ampak samo še to na kratko, če boste vi 23. oktobra dobili višji odstotek kot vaša stranka na aprilskih parlamentarnih volitvah, bo Luka Mesec ostal na čelu stranke in ali bo imel pri tem tudi vašo podporo? Ker tudi to ni skrivnost, da po vstopu v koalicijo razmere v Levici niso ravno mirne, če tako rečem. Ampak v to predsedniško kampanjo smo šli združeni skupaj, tako teren stranke kot najbolj vidni predstavniki. Luka Mesec, recimo, bo imel vašo podporo? Je najaktivnejši moj podpornik v tej predsedniški kampanji in kot gremo v to predsedniško kampanjo skupaj, bomo skupaj tudi nadaljevali, v dobrem ali v slabem. Ima vašo podporo pri nadaljnjem vodenju stranke, če se zgodi to, kar sem prej povedal? Vsekakor, skupaj gremo na levo.
Dobro. Gospod Brglez, bitka za drugi krog med vami in gospod Natašo Pirc Musar je tesna. Ali vi menite, da vas lahko Miha Kordiš spotakne in se zaradi njegove kandidature ne uvrstite v drugi krog? In ali menite, da Miha Kordiš ruši koalicijo? Ker včeraj ste dejali, da dokler je bila v igri Marta Kos, vi niste želeli zakorakati v predsedniško tekmo, ker bi bilo to rušenje koalicije. Ja, drži to, da nisem hotel iti v tekmo, dokler bi to res pomenilo rušenje koalicije in dokler je bila Marta Kos kandidatka, na kaj takega ni bilo možno pomisliti. Gospod Kordiš pa ne ruši koalicije, ali kako? Dajmo počasi. Tisto, kar je jasno, je, da sem šel z idejo povezovanja. Ta ideja povezovanja je daleč od tega, da je na tudi levi sredini preprosta zadeva. Šel sem z idejo, da bom imel vsaj 10 podpisov za sabo, torej pomeni več kot zgolj podporo SD-ja. In na koncu se je izpletlo oziroma razpletlo tako, kot se je razpletlo. Torej imam podporo obeh ali pa prvih dveh strank koalicije po velikosti, če dajmo tako reči. In žal se pač je ta proces tako dolgo zavlekel, da niti nismo mogli izvesti kakšnega pritiska večjega na levico, da bi se mogoče premislila zaradi koalicijskih zadev. Ne mislim, da bo to bistveno vplivalo na prvi krog. Ali ruši koalicijo? Ne ruši koalicijo, zatem pričakujem, da bo v drugem krogu levica podprla mene kot kandidata, ki se je uvrstil v drugi krog. Gospod Brglez, na vas letijo očitki o finančnih nepravilnostih v Šahovski zvezi Slovenije, ko ste bili njen predsednik. Zdaj bomo videli tudi dokument inšpekcijskega nadzora, ki ste ga vi včeraj javno objavili. Zdaj po tem dokumentu se je postopek izrednega inšpekcijskega nadzora ustavil, ampak nekatere nepravilnosti so pa bile tudi, kot izhaja iz tega dokumenta, vendarle ugotovljene. Katere in ali ste jih odpravili in se je zato v bistvu ta inšpekcijski nadzor potem ustavil? Ja, saj drugače se ne more ustaviti. Šlo je za vprašanje same dokumentacije, ali je bila ustrezna, ni bila ustrezna, kako so bile zadeve predstavljene. Ampak glede na vse ugotovitve, mislim, da imamo teh inšpekcijskih nadzorov vsega skupaj 8. Medtem, ko smo organizirali 2 evropski prvenstvi. Pri taki organizaciji, kot je naša, to pomeni v bistvu za en teden zaustavitev organizacije, ker delajo isti ljudje na organizaciji prvenstva. Kakšne nepravilnosti so pa bile ugotovljene, za koliko denarja je šlo? Ni šlo za nepravilnosti pri beleženju oziroma pri knjiženju posameznih. Namenska poraba sredstev? Namenska poraba sredstev je vedno izkazana. Torej, na tistih, ki jih imamo, na tej inšpekcijski, ta se je pa nadaljevala in imam dokument tudi nadaljevanju, da je bila pravzaprav ustavljena in tisto, kar objavljajo, je sam en del, lepljenka, prav strani Janeza Janše, lepljenka. Da, on je objavil to včeraj na Twitterju. Samo en kos. Ne objavi nikoli celote, ker mu celota ne paše. Zdaj trdite, da sponzorske pogodbe v višini 200.000 evrov s Slovenskimi železnicami niste pogojevali z vašo izvolitvijo na položaj predsednika Šahovske zveze, čeprav obstajajo zapisi, da ste. Kaj pa ste potem rekli na občnem zboru, kjer ste bili izvoljeni, da se je informacija o pogojevanju vaše izvolitve s to sponzorsko pogodbo potem znašla? Glejte, najprej, če boste pogledali zapisnik, boste videli, da te omembe nikjer ni. Je pa dejstvo. Ampak kaj pa ste rekli? Najprej, da povem, kaj se je zgodilo. Upravni odbor me je prosil, da naj bi bil naslednji predsednik Šahovske zveze, tudi zaradi tega, ker sem Šahovsko zvezo prej že sodeloval v funkciji predsednika državnega zbora, niti nismo vedeli, da grem na evropske volitve, ker nisem vedel za to kandidaturo. Torej, to so me prosili, da to naredim. Hkrati seveda so delali tudi na tem, da zagotovijo sponzorje, ker jih v bistvu morajo za vsako obdobje in če hoče Šahovska zveza program izpolniti, ga mora na ta način izpolniti. Imam s sabo tako pogodbo, kot ti zapisniki. Iz tistega ne izhaja ničesar tistega, kar je bilo včeraj asociirano. Kar pa izhaja, pa je, da normalno, da se je sponzor tudi hotel zavarovati z mestom v upravnem odboru, kar je nekako logično. Ni samo ta sponzor v upravnem odboru, so tudi drugi sponzori, ki so dali pravzaprav manjše zneske. Ampak kako pa potem pojasnjujete dejstvo, da v upravnem odboru zveze sedi in tam je bil tudi v času vašega predsedovanja generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki je zelo spreten pri ohranjanju dobrih odnosov s politiki vseh barv?
ne gre se za ohranjanje dobrih odnosov s politiki iz vseh barv, ampak če je njegovo podjetje to doniralo, je v bistvu on tisti, ki nadzira, kako se ta denar pravzaprav porablja. A je namensko porabljen ali ni? Je član upravnega odbora, to je najvišji organ, predsednik sam ne more praktično skoraj da ničesar odločiti, je pa seveda v odnosu do mednarodne ali pa naše javnosti tisti, ki predstavlja organizacijo in seveda na nek način saj objektivno mora odgovarjati za tisto, kar se zgodi takrat, ko je bil. Del teh inšpekcijskih nadzorov, da smo si zelo na jasnem, se nanaša celo na obdobje, ko še nisem bil predsednik Šahovske zveze in zdaj tudi nisem več. Gospa Pirc-Musar, kako pa vi vidite to zadevo s Šahovsko zvezo in gospodom Brglezom? Ne bom teh zadev komentirala, niti nisem prebrala zapisnika, tako da težko sodim. Prepričana sem, da bodo nepravilnosti odpravili, če so bile. No, to je to. Res ne poznam. Dobro, zdaj, ko ste vi vodili Rdeči križ Slovenije, vaš zavod Infohiša, mesec dni po začetku vašega mandata Rdečemu križu izstavil račun za storitev pravnega svetovanja v višini 778 evrov. Izkazalo se je, da teh pravnih storitev ni bilo, da je šlo v resnici za honorar za vaše vodenje Rdečega križa, čeprav je ta organizacija predsednikom pred vami honorarje izplačevala osebno. Zakaj ste tukaj vi ubrali drugačno prakso od uveljavljene, ki pa ste jo po razkritju te napake tudi popravili? Rdeči križ vam je potem denar nakazal osebno in potem so bile plačane tudi vse te dajatve. Zakaj torej ta nek odmik od ustaljene prakse? Najprej ne drži, da se je izkazalo, da ni šlo za pravno svetovanje. Jaz sem kot predsednica Rdečega križa veliko pravno svetovala Rdečemu križu. Funkcija predsednice Rdečega križa ni funkcija pravne svetovalke Rdečemu križu. Ne govoriva o tem, ja, specifikacija je bila nepravilna, mi smo to napako odpravili. Lahko pa povem samo še to, da jaz bi seveda tudi plačala vse ustrezne davke, ker ko bi si iz podjetja nakazala honorar, če bi si ga želela, bi morala plačati vse ustrezne davščine. Šlo je za en račun, stornirali smo ga in potem je šlo po standardih, ki so si jih zastavili v Rdečem križu naprej do konca mojega mandata. Ampak vendarle račun je pa izstavilo vaš zavod, Infohiša. Torej očitno je bil dogovor, da gre pač ta denar preko tega zavoda, ne pa direktno vam. Ne preko. Vse, kar v svojem življenju počnem, izstavljam račune. Skoraj da nimam avtorskih honorarjev. V zadnjih nekaj letih zagotovo nimam nič, zato ker izstavim račun za svojo storitev. Dobro, zdaj posli vašega moža so tema, ki se v bistvu vleče iz soočenja v soočenje. Teh očitkov ne uspete učinkovito obraniti. Novinarjem bom utemeljil, ko novinarjem rečete, vprašajte moža, se zgodi tudi to, in to je tudi primer iz tega tedna, da jim na vprašanja ne odgovori. Ko objavite njegovo premoženje, se izkaže, da niste objavili celotnega. Včeraj pa ste tudi rekli, da delate 8 do 10 ur na dan in da ko pridete domov, se z možem ne pogovarjate o poslih, pač pa o družini in drugih življenjskih stvareh. Zdaj 3 tedne že traja uradna kampanja, pa se s soprogom še niste uspeli pogovoriti o vsem, kar vas iz soočenja v soočenje vztrajno novinarji sprašujemo. Midva se doma res ne pogovarjava o njegovih poslih. 20 let sva vsak na svojem poslu. Ko pridem po 8-10 urah domov, se pogovarjava o vsem čem drugem in ne o njegovih poslih. Tudi zdaj, ko ste kandidatka in vas v bistvu vsi o tem sprašujemo, ne čutite te potrebe, da bi... Ne, kako ne? Za 20 let nazaj naj se podučimo o vsaki transakciji. Jaz ne vem, gospod Orešnik, o čem se vi doma s svojo partnerico pogovarjate, ampak dejansko midva se pogovarjava v družini, kdaj bova šla v kino, na katero kulturno prireditev. Jaz v operativne posle Aleša nisem upletena, podrobnosti ne poznam. Gre za to, da ste vi predsedniška kandidatka in da bo vaš mož, če boste vi izvoljena, prvi gospod in bo tudi on predstavljal Republiko Slovenijo. Zato je v javnem interesu, da se te stvari razčistijo, ampak kot rečeno iz soočenja v soočenje vam to ne uspeva. Gospod Prebelič, 12. leto teče, odkar ste župan Kočevja, pa me zanima, koliko je ta vaša predsedniška kandidatura iskrena, koliko pa kalkulirate. Namreč 20. oktobra, torej samo 3 dni pred prvim krogom predsedniških volitev, poteče rok za vložitev županskih kandidatur. Ali jo boste vložili, boste torej znova kandidirali za župana? Torej, deva najprej iskrenost. Jaz sem napovedal svojega predsedniško kandidaturo meseca julija, ko nič ni bilo še povsem jasno. In ko sem napovedal to kandidaturo, sem dejansko naredil eno iskreno potezo. Namreč vsa kandidatura, ki se zdaj pelje in izvaja, je povezana z mojimi lastnimi financami, z mojim lastnim angažmajem.
Se pravi, konkretno sam vozim avto 1500 km na teden, da obiščem vse kraje. Odgovorite na vprašanje, ki se Ja, seveda, torej iskrenost hočem pojasniti, da gre tukaj za popoln angažma mene osebno, mojega prostega časa in mojega TRR-ja. Jaz nimam nobenih podjetij. Torej, zelo iskreno sem šel v to in iskreno kandidiram za predsednika republike. Nisem vložil kandidature za župana do tega dne, ne vem. Zato, ker moramo opraviti pogovor in, kot ste pravilno ugotovili, imam čas do 20. oktobra. Ja, se pravi, gre v bistvu tudi za kalkulacijo, ne? Za nek plan B, ker vam javnomnenjske raziskave ne kažejo, da bi lahko postali novi predsednik republike, ne? In je to v bistvu nek kakšen plan B, pri čemer pa ni skrivnost niti to, ne, da ste tipali teren tudi za parlamentarne volitve, a ne, in se o tem dogovarjali z župani. Kako naj se zdaj to razlagamo? Vam je županovanja v Kočevju dovolj in želite na vsak način priti na neko pomembnejšo nacionalno politično funkcijo, županovanje pa je lahko potem zmeraj plan B. Kakšno sporočilo mislite, da s tem dajete volivkam in volivcem? Če bi kandidiral za župana, verjetno ne rabim predsedniške kandidature. Zakaj? Zato, ker sem dobil volitve v prvem krogu, 70% skoraj, in če bi to delal naprej, bi dobil tudi zdaj. Se pravi, predsedniška kandidatura v ničemer meni ne doda nobene vrednosti za župansko kandidaturo. Upam, da to razumete. Torej, jaz bi bil izvoljen tudi brez tega. Pa potem še ne veste, ali boste tudi župansko kandidaturo vložili? Zato, ker želimo najprej pretehtati, kakšne bodo možnosti na tej stopni. Ampak jaz bom se boril do zadnjega, jaz se bom boril za to, da postanem predsednik Republike Slovenije in bistveno, če bom izvoljen, bom postal predsednik Republike Slovenije. Pika, nič drugega. 3 dni prej, torej 3 dni pred prvim krogom, boste morali vložiti, če želite kandidirati. Da, ampak dejstvo pa je, da utegnete tudi kandidirati za župana. Prav v Kočevju, ker ste župan že 3. mandat, torej 12 let, se je letos zgodila najhujša industrijska nesreča v zgodovini samostojne Slovenije. V eksploziji v Melaminu je umrlo 7 ljudi. Sindikalist iz Melamina Nikola Sandič, ki ga je nesreča tako pretresla, da je še vedno bolniško odsoten, delal pa je prav na pretakališču, kjer je prišlo do te katastrofe, je v ekskluzivnem pogovoru za N1 povedal, da so bili varnostni protokoli pomanjkljivi. Osebno je tudi zavračal delo z epiklorhidrinom in ne dvomi, da sta kriva ignoranca in napuh vodilnih, ki niso želeli sprejeti dodatnih varnostnih ukrepov, pravi. Povedal pa je tudi, citiram, pokojni sodelavec je pogosto govoril, da bomo enkrat vsi skupaj šli v 3PM. Zdaj, gospod Prebilič, 7 smrti je 7 smrti preveč. Lahko pa bi bilo še veliko huje, glede na to, da je ta tovarna v središču Kočevja in šele zdaj, po katastrofi, so se začeli resni pogovori o tem, da se tovarno preseli na drugo lokacijo. Ste resno v preteklosti skušali prepričati vodstvo podjetja, da proizvodnjo preseli drugam, ali vaši napori niso bili zadostni? Gre za družbo, ki je v zasebni lasti. In ja, velikokrat smo se pogovarjali o tem, ali podjetje še vedno sodi na lokacijo, na kateri je bilo ustanovljeno. Ustanovljeno je bilo 1954. leta, 20 let, preden sem se sam rodil. Situacijo, v katero sem prišel, 20, pravilno ste ugotovili, ko sem bil izvoljen, je bilo obdobje, ko smo ponujali različne možnosti za preselitev podjetja. Vodstvo se za to ni odločilo. Naloga lokalne skupnosti je, da tam pa smo pristojni, da poskrbi za varnost. In mi smo ta del varnosti, torej varnost v primeru nesreče, gre za organiziranje gasilskih enot in pa zaščite in reševanja, naredili v celoti. In verjetno se boste strinjali z mano, da je bil krizno upravljanje v primeru te nesreče, za kar sem bil odgovoren, izpeljano zelo, zelo dobro. Preprečili smo nadaljne potencialne katastrofe. Kar pa govori gospod sindikalist, jaz sem bil obveščen, poteka kriminalistična preiskava. Jaz upam, da bo čim bolj temeljita in da bomo resnično dobili odgovorne za to nesrečo. Dejstvo pa je, da ste na dan nesreče vi verjeli direktorju, ta sindikalist pa sodeluje v tej preiskavi. Na dan nesreče ste rekli, citiram, podjetje Melamin je naredilo vse, kar je v njihovi moči, da bi nesrečo preprečilo. Zdaj, sodeč po izpovedi sindikalista gospoda Sandiča, ki ste jo prej slišali, to ne drži in je ravno obratno. Če dovolite, ali to pomeni, da gospodu Sandiču, sindikalistu iz Melamina, ne verjamete? Ne. Ali pa to pomeni, da ste vi kot župan slabo obveščeni, kaj se dogaja v največjem podjetju v središču mesta, kjer županuje? Sploh ne. Vedno in znova smo zahtevali, da nam dostavijo vse dokumente se strani inšpekcijskih služb. Morate razumeti, mi nimamo avtoritete, da hodimo preverjati skladnost poslovanja podjetja. To delajo inšpektori iz Ljubljane. In vsako leto smo dobili poročilo od pristojnih inšpektorjev, delovnega, industrijskega in vseh ostalih, kaj se v podjetju dogaja. 2 dni pred nesrečo smo dobili tudi ta dokument, da je vse BP.
Jaz ni moram vstopiti v podjetje in pogledati, ali je v izvajanju tudi BP. Lahko Tega pa ne koga morem. vprašate, lahko pa koga Se sem vprašate. A direktorja verjamete sem sindikalistu? vprašal. Verjamete sindikalistu? Možno je, kako ne, čist možno je. In če je, ponavljam, če je, pa si želim, da odgovorni položijo račune, ker se absolutno z vami strinjam, 7 smrti preveč je bilo storjenega v Kočevju. Kaj boste, če boste predsednik ali župan konkretno storili, in to je tudi potem kasneje vprašanje za vse ostale, da se nevarne proizvodnje umaknejo z območij, kjer ljudje tudi živijo, iz mestnih središč in drugih gosto poseljenih območij? Smo že naredili. Hvala za vprašanje. Imamo že novo lokacijo, ki se nahaja povsem izven mesta. Najbližji objekt je kilometer oddaljen od te lokacije. Za en del to, ne za celotno. Tako, za tisti del, ki je pač nevaren, ker morate razumeti, da v melaminu niso vse komponente nevarne, tam je več divizij. Ena proizvaja statične oziroma sintetične flise, eni proizvajajo butve, to je ni nevarna dilema. Epiklorhidrin je nevaren. Ta se več ne proizvaja v Kočevju in se tudi nikoli ne bo. Če se bo kdaj proizvajal, se bo na alternativni lokaciji, ki je že določena in je izven mesta Kočevja. Gospod Brglez, kaj bi vi naredili, če boste predsednik, torej vprašanje, ki sem ga postavil tudi gospodu Prebiliču. Najprej, nimaš neposrednih pristojnosti, da bi karkoli naredil. Tisto, kar je možno seveda, je, da če si obveščen o nekih tovrstnih zadevah, sta dve opciji, ne? Ali greš v javnost ali pa poskušaš tisto, kar je v politiki običajno. Kaj bi pa vi naredili? Ja, jaz bi najprej poskušal v ozadju videti, kako se te zadeve lahko ureja, torej v stiku z lokalno skupnostjo, najverjetneje tudi v stiku z podjetjem, najverjetneje v stiku tudi z izvršno vejo oblasti, pač s tistimi, kjer je pač neko sodelovanje običajno potrebno in pomaga tudi funkcija predsednika ali pa njegovega kabineta, da se kakšna stvar premakne. To je en del zgodbe. Če to ne bi bilo uspešno, potem pač ostane, da pač javno pozoveš, če veš, da je neka zadeva toliko ogroža, da lahko postane nevarna. Ampak dokler nimaš te vednosti, ne moreš kar tako nekoga pozivati. Torej, funkcija predsednika je tle, bom rekel, potencialno nek korektiv tistemu, kar izvršna veja in lokalna oblast ne znata ali ne moreta ali pa ne prijeta skupaj, da bi lahko prepričala recimo privatnega investitorja, da premakne lokacijo takšne proizvodnje. Da, predsednik lahko pomaga, če misli, da lahko kaj pomaga. Gospa Pirc Musar, pogovarjamo se o najhujši industrijski nesreči v zgodovini samostojne Slovenije. Kaj bi naredili vi? Zadnje 3 mesece veliko hodim po Sloveniji in se pogovarjam z župani. Prav vsi so me sprejeli, v katerokoli občino sem šla, sem bila dobrodošla gostja. In v praktično vseh občinah sem opazila eno stvar. Veliko pozornosti se posveča izgradnji industrijskih con, poslovnih con, obrtnih con. To je tisto, kar omogoča, da se industrija proizvodna, kakršnakoli čista, nečista, seli ven iz naselij, ven iz mest. In to je tisto, kar bi kot predsednica zagotovo podpirala. Prepričana pa sem, da so župani zelo, zelo načitani, kar se tega tiče, da jim je jasno, da v središčih mest nevarne industrije ne sme biti. Zato se seveda tudi odločajo za izgradnjo con, ki so izven strnjenih naselij. In to je tisto, kar je potrebno podpirati. Gospod Kordiš, pred melaminom smo imeli tudi hud požar v Kemisu. Tega se zelo spomnimo. Kaj bi naredili vi? Živimo v družbi podivjanega kapitalizma, ki dobiček za vsako ceno in za vsak račun postavlja pred dobrobit in človeka in okolja. Nesreče v teh podjetjih, pa še v kakšnih drugih podjetjih so posledice tega. Ravno zato kandidiram z idejo, da mora predsednik voditi v solidarno prihodnost in da potrebujemo socializem za 21. stoletje. Zelo konkretno, kar sem že večkrat v tej kampanji izpostavil, delavska podjetja delajo boljš. Sami ste pokazali izjavo tistega sindikalista. Verjetno bi bilo v melaminu bistveno manj narobe, če bi pri upravljanju tega podjetja delavci dejansko lahko sodelovali. Njim je v interesu ne samo blaginja tega podjetja, ampak tudi blaginja lokalne skupnosti, v kateri se taka podjetja nahajajo. Da so sponzorska pokrita gasilska društva, kulturna društva in tako naprej. Kaj pa bi vi naredili kot predsednik? Na vse zadnje, da taka podjetja delujejo v skladu z nosilnimi zmožnostmi okolja. Kot predsednik se zato zavzemam za delavsko demokracijo. Delavska podjetja delajo bolje in skrbijo tudi za okolje.
Spoštovani gostje, zdaj teče že 8. mesec vojne na evropskih tleh in še huje, v zadnjem obdobju se stopnjuje retorika ruske strani o uporabi jedrskega orožja. NATO opozarja, da če Rusija res uporabi jedrsko orožje, bodo posledice hude. V bistvu smo včeraj znova slišali srečanja, da vse to jemljajo zelo resno. In preden nadaljujemo, poglejmo, kaj je še ta teden povedal generalni sekretar NATO. President Putin's veiled nuclear threats are dangerous and irresponsible. Russia knows that the nuclear war cannot be won and must never be fought. We are closely monitoring Russia's nuclear forces. We have not seen any changes in Russia's posture, but we remain vigilant. Zdaj, vloga predsednika republike na mednarodnem parketu je izjemno pomembna, prav tako je pomembno, da znajo najvišji predstavniki države pravilno oceniti razmere in nekako predvideti nadaljnji razvoj dogodkov. Vprašanje je za vse. Ali bo po vaši oceni Putin res uporabil tudi jedrsko orožje ali ne? Kaj bi temu sledilo in kakšne bodo v zvezi s tem vaše aktivnosti, če boste predsednik ali predsednica? Kakšna je torej vaša napoved, gospod Prebilič? Ja, če bi znal na to odgovoriti, danes ne bi bil tukaj v studiu, ampak verjetno v Washingtonu ali pa v kakšni drugi prestolnici. Gospod Putin je popolnoma nepredvidljiv, resnično popolnoma nepredvidljiv. Lahko pa ugotovimo naslednje. Kadar se diktatorji, no on to seveda je, pa tudi zločinci, kar tudi je, se pravi s tem, ko raketira civilno osebje in tako naprej, tle debate ni nobene. Torej, ko se take osebe prižene v brezizhodno situacijo, so lahko še korak bolj nepredvidljivi kot vsi ostali. Težava v nastanju Ruske federacije je seveda, da je predsednik tisti, ki odloča o uporabi nuklearnega orožja avtonomno, se pravi, nima nobenih pravih varovalk, pod A, in pod B, da mu celo neko pokritje daje, da lahko brani, ne lahko, da mora braniti teritorij Ruske federacije z vsemi silami. Ne? Torej, tukaj smo zdaj v eni situaciji, ker se lahko zgodi tudi to. Jaz mislim, da, in to je generalni sekretar dobro ugotovil, vse sile moramo napeti v smeri, da do tega ne pride. Zato je, ker nuklearno orožje je zgrajeno in se ga uporablja v smislu grožnje. Grožnje, ki se ne zgodi. Torej, ker imam to orožje, mi nihče ne bo napadel. Ampak kaj pomeni to, kar ste rekli, napeti vse sile? Kaj bi vi kot predsednik naredili? Nujno potrebno je najti način, kako komunicirati z ruskim predsednikom, poskušati ugotoviti, kaj je tisti najmožni nižji imenovalec njegove strani, da bi se neka stvar ustavila, doseči neko premirje, ker deeskalacija konflikta je nujno potrebna. Vse ostalo nas vodi v slepo ulico in, to je najpomembnejše, mi moramo razumeti, Ruska federacija razpolaga 6000 nuklearnimi glavami, največ ta trenutek na planetu Zemlja, in če se zgodi nek incident, nuklearni incident, pravzaprav Evropa sama v tem kontekstu ne more povračilnega udara narediti. Ampak vsi se evropski voditelji, dobro, ne vsi, ampak nekateri pa se skušajo pogovarjati s Putinom, ne? Pa in še bolj se bo potrebno. Zaleglo. Kaj potem? Kaj še preostane? Ne, politik se mora vedno poskušati pogovarjati, ne oziraje se na brezizhodno situacijo. Tudi včeraj sem imela potem po koncu studija pogovor z gospodom Anžetom Logarjem, ki je rekel, ja, sej se ne da. To ni odgovor. Politik mora vztrajati tudi v situaciji, ki je brezizhodna, glavno zaradi tega, ker je zaščitnik interesov vseh ostalih Evropejcev, teh je pa 480 milijonov. Gospod Pirc-Musar, vaša ocena stanja, kaj pričakujete? Bo res prišlo do uporabe jedrskega orožja? Kaj sledi? Kot mama 21-letnega sina si seveda želim, da do tega nikdar in nikoli ne pride. Dejstvo je, da je Rusija agresor. Dejstvo tudi je, da je Generalna skupščina Združenih narodov na posebnem zasedanju pred 2 dnevoma odločila, sej ne gre za zavezujočo odločitev oziroma gre za priporočilo, prepoznali so aneksijo vzhodne Ukrajine k Rusiji kot nezakonito, kot kršitev mednarodnega prava. To je meni en pomemben signal. 143 držav članic Organizacije Združenih narodov je glasovalo za ta predlog, 35 se jih je vzdržalo, zgolj 5 jih je bilo za, torej na strani Rusije. To vendarle kaže, da se mednarodna skupnost zbuja, da Rusija izgublja podporo in sama menim, da bodo ravno tisti, ki so sicer politični somišljeniki gospoda Putina, morda njega najlažje prepričali, da naj ustavi to grozljivo vojno, predvsem Indija in Kitajska. Sama bi se pa kot predsednica zavzela
za to, da bi se ponovno spodbudile razprave o svetu brez jedrskega orožja. Slovenija je že bila v eni taki skupini leta nazaj, Švedska je bila, mislim, da pobudnica, Nova Zelandija je bila tudi v tej skupini. Mislim, da je zdaj res napočil čas, da ponovno odpremo razprave na to temo. Morda pa bomo ravno ženske političarke imele kaj več volje in moči, več energije, da do takšne pobude pride in da se seveda kasneje tudi udejanji. Kakšna pa je vaša napoved, gospod Brglez? Zdaj, če gledamo najprej samo resolucijo, ne, je eno zanimivo dejstvo, mislim, da ne vključuje Krima. Ne. Vemo, zakaj ne vključuje Krima. Ker to bi se pa že smatralo kot direktni napad na Rusijo, glede na to, da smo pa že spustili to zadevo iz rok. Torej, najverjetneje vemo, kaj pomeni tista grožnja, kjer bi se lahko jedrsko orožje dejansko uporabilo in kje bi dejansko bil potisnen v kot. Tisto, kar lahko predsedniki naredimo in kar predsedniki pravzaprav že delajo, nivo pogovarjanja, torej ta diplomatski kanal seveda poteka tudi med predsedniki, tako usklajevanja, tako znotraj držav NATO, tudi pravzaprav širše. In tisto, kar je naš predsednik Pahor upleten, oziroma kjer sodeluje in vem, da sodeluje in to je treba nujno nadaljevati, je vsaj ta dialog z turškim predsednikom Erdoganom. Pustimo zdaj vse druge zadeve na strani. On je eden od tistih, ki ima vpliv, ki je uspel nekatere zadeve že izpogajati. Seveda tudi pod okriljem Združenih narodov. Drugi takšen, ki je, tukaj je pač praksa našega predsednika vlade ustrezna, uporabna, najverjetneje ta stik z Macronom lahko uporabiš. To sta dva kanala, ki ta trenutek potekata. Ključno je razviti kanale še do Kitajske, ki tudi postaja nervozna zaradi groženj z uporabo jedrskega orožja. Zdaj, vse to se lahko zavedamo. Bom pa vseeno eno stvar repliciral glede tega sveta brez jedrskega orožja. Mi smo se tisti trenutek, ko smo hoteli vstopiti v NATO, v trenutku umaknili iz tega. Ker je naše članstvo v NATO pač po takratnih razumevanjih zadev nasprotovalo prav v bistvu to zavzemanje. Je problem, zato ker Slovenija nikoli ni zelo jasno povedala, na kakšen način želi ali pa saj se ni vzdržala pri resolucijah, ki bi vodile v to zadevo. Tako da tukaj je taka subtilna zadeva, kjer se absolutno strinjam, ampak je pa treba ogromno priprav tudi znotraj NATO samega. Po tistem, ko bo Švedska prišla noter, bo treba preveriti, ali ima še ista stališča, kot jih je imela predtem, ker NATO zahteva nekaj svojega. Lahko na kratko odgovorite, gospa Pirc-Musar? Jaz sama sem rekla, da bom dala to pobudo. Seveda je pot do tega zelo, zelo dolga in bo zahtevala ogromno politične pragmatičnosti in modrosti, ampak menim, da je čas ponovno za takšno pobudo. Gospod Kordiš, kljub temu, da je na evropskih tleh vojna, da se omenja uporaba jedrskega orožja, se vam v tem trenutku še vedno zdi pametno zagovarjati stališče, da mora Slovenija izstopiti iz sistema kolektivne obrambe, torej iz NATO? Še bolj kot kadarkoli prej. Meni je popolnoma nepojmljivo, da se z resnimi obrazi pogovarjamo o možnosti jedrske vojne. A smo mi, oziroma natančneje, zahodni establishmenti res popolnoma znoreli? Kot človeštvo smo soočeni ta hip z grožnjo podnebnega zloma, za katerega imamo samo še desetletje časa, kar je izključujoče s tem, da se mi gremo oboroževalne tekme, nove hladne vojne, kaj šele, da se pripravljamo na jedrski Armagedon. Kar se tiče konkretno tej situacije, Putin ne bo uporabil jedrskega orožja kar tako. Ne more zmagati pod narekovaji jedrske vojne, povračilni udar bi bil iz Zahoda premočan. Kar me bistveno bolj skrbi... Potem mislite, da blefira s temi grožnjami? Ameriške, samo nas ni več. Nimamo tega. Nas ni več. Kar me bistveno bolj skrbi, je najava tako imenovanega raketnega ščita. Zakaj? Kljub zvonkemu imenu, ta raketni ščit ni namenjen temu, da te zaščiti, ukolikor neka druga država na te vrže celo točo jedrskih konic, preprosto ni zadosti učinkovit, da bi to dosegel. Nekaj drugega je namen jedrskega ščita. Če bi NATO pakt začel jedrsko vojno,
poradiral 3/4 ciljne države, potem bi bil povračilni udar bistveno šibkejši. Šele v takih razmerah ima raketni ščit neko minimalno možnost, da vsaj približno deluje, pri temu, da jastrebi v NATO-vemu generalštabu seveda sprejemajo tudi kolateralno škodo. Njim je popolnoma vseeno, če jedrska bomba pade na Ljubljano, nam zastrupi celo državo, za njih je to sprejemljiva žrtev. In zato moramo iz NATO pakta oditi, jedrske konice pa umakniti, pospraviti iz evropskega kontinenta stran. Gospod Brglez, vi ste v enem od soočenj tudi rekli, da bi se pred rusko agresijo na Ukrajino v Sloveniji lahko pogovarjali o posvetovalnem referendumu o slovenskem članstvu v NATO, da pa bi po ruski agresiji to za Slovenijo pomenilo takšno izolacijo, da je državi ne bi privoščili. To je treba malo razčistiti. Če boste predsednik, bo to zelo pomembno vprašanje. Ali ste tudi vi osebno pred vojno dopuščali možnost, da Slovenija iz NATO izstopi ali da začnete postopek? Ne, v bistvu šlo je samo za to, da sem dopuščal možnost, da to še enkrat preverimo. Če bi to bilo pravzaprav potrebno ali pa bi koalicijska pogajanja recimo vodila v to smer. Če bi ljudje rekli, da so za izstop, ne, vi tudi pravite, za Mladino ste rekli, da je NATO podaljšana roka interesov ZDA. Ja, v bistvu, glejte, ljudje so odločili to zadevo. Edino tisti, ki lahko odloči v nasprotno smer, niti ni sama politika, ampak najverjetneje nekaj tazga bi morali potrditi na referendumu. Zdaj, tudi če pogledate 3.a člen, bi najverjetneje lahko nekaj tazga izvedel. Če je šla zadeva v to smer, da vstopaš v neko takšno organizacijo, na katero sicer ne prenaša svoje suverenosti, mora pa spoštovati določene vrednote in to NATO naj bi bil, glede na to, kakšen statut je tam napisan, čeprav, če realistično gledaš, skoraj ničemur temu ne prispeva. Ampak smo pravilno razumeli, če bi se ljudje na vnovičnem referendumu izrekli za to, bi vi kot predsednik se zavzeli za začetek teh postopkov. Samo takrat, dokler je bila zadeva pred vojno, torej če bi ostali v mirnem stanju, če bi to vojno lahko odmislili, zdaj jo pa tudi, če se konča, ne moremo kar tako odmisliti. Tudi če bodo spet v mirnem stanju. Ja, ne prideš takoj nazaj na tisto, kar je bilo prej. Svet ne teče nazaj. Dobro, gospod Prebilič. Torej, bistveno se mi je naslednje. Ves čas je NATO za nekaj kriv, pa v bistvu ni. Washingtonska pogodba je zelo enostavna, ima 17 členov in znotraj njih je zelo pomembno, kako znamo mi kot Slovenija naše interese naslavljati. Jaz pogrešam aktivnejšo slovensko diplomacijo, ki bi jasno prezentirala, kateri so ti naši interesi. Ves čas se NATO uporablja, NATO od nas nekaj zahteva. Pa povejmo že enkrat, da mi ne znamo jasno definirati, kaj mi zahtevamo od NATO. Torej, tukaj je velik manko na naši strani, bolj kot ta trenutek v NATO. In drugič, v NATO smo vstopili zaradi tega, da bomo probali stroške obrambe razdeliti z drugimi narodi. Na ta način je vse skupaj ceneje, bolj racionalno porabljeno. Če bomo izstopili iz tega, bomo morali vse, kar se tiče obrambe, zagotavljati sami. Lasten proračun, lastni vojaki in mobilizacijo oziroma vzpostavitev novega sistema popolnjevanja bo potrebna. To velja za Avstrijo, to velja za Švico. Torej, alternativa ta trenutek izstopu iz NATO je zelo slaba, se pa strinjam v tistem delu, preveč govorimo o vojni, govoriti moramo o miru in govoriti moramo o pomembnih stvarih, to so klimatske spremembe. Najprej še vi, gospa Pirc-Musar, zelo jasno, ste za slovensko članstvo v NATO ali ne, če se lahko do tega opredelite najprej. Ne moreš enkrat zagovarjati članstva v NATO, potem pa ne, ker ni vojne. Smisel NATO je kolektivna obramba. Nikoli ne vemo, kdaj lahko do vojne pride. Sama zagovarjam članstvo v zvezi NATO, zato ker se mi zdi, da je izjemno pomembno za kolektivno obrambo. Nobena država ne more sama ob primerih kakšnih hujših napadov ali kriz poskrbeti za čisto vse vidike obrambe. Mi je pa NATO všeč še zaradi drugih stvari. Namreč NATO zadnje čase zelo poudarja tako imenovano dvojno rabo tehnologij, kar pomeni, ko se kupuje orožje, da se ga lahko uporablja v vojnih in v mirnih časih. NATO veliko časa posveča tako imenovanim hibridnim vojnam. Kibernetski napadi, hibridna vojna so lažne novice, hibridna vojna je uničevanje prebivalstva s posilstvi žensk. Vse to so stvari, o katerih se v NATO pogovarjajo in sama želim kot predsednica seveda tvorno sodelovati tudi v takšnih razpravah. Kot že rečeno, je vloga predsednika republike na mednarodnem parketu zelo pomembna, formalna in neformalna, glede na zaostrene globalne razmere. Gospod Kordiš, katere 3 politike ali druge vplivne osebnosti v tujini lahko nemudoma pokličete in vam bodo dvignili telefon in kaj bi se v teh
razmerah poskusili z njimi dogovoriti? Glede na to, da sem star 33 let in nisem bil še na nobeni funkciji, ki bi delovala na mednarodnem političnem parketu, lahko sicer dvignem telefon in koga pokličem, ampak bo ta prej bliže kakšnemu poslancu ali pa sindikalistu v drugi državi, kot pa nek visok politični uslužbenec. Ampak sej zato pa imamo profesionalno funkcijo recimo predsednika republike, da take kontakte vzpostavlja in to na njih gradi. In to moramo storiti. Namesto, da se pogovarjamo o vojni, o nakupih orožja in pretresamo scenarije jedrskega Armagedona, se moramo zavzeti za mir in za bratstvo med narodi takoj. Dobro, gospa Pirc-Musar, koga bi vi poklicali? Katere tri? Ko postanem predsednica, bo zagotovo telefon dvignil zdaj. kdorkoli. Danes, koga lahko pokličem. Poznam kar veliko evropskih poslancev, poznam kar veliko evropskih komisarjev. V svoji karieri sem se srečevala z mnogimi. V tem sklicu poznam Sophie in 't Veld, poznam Vero Jourovo, z njo sva veliko komunicirali, ko je še bila komisarka za človekove pravice. Govorila sem s kar nekaj, dobro, zdaj že nekdanjimi predsedniki po Zahodnem Balkanu. Skratka, imam kar nekaj mednarodnih skušali dogovoriti in katere tri bi dejansko poklicali? Zdaj ste pač govorili, koga poznate. Ja, kaj je vaše vprašanje? Koga katere tri bi poklicali, kaj bi se skušali z njimi dogovoriti? Danes ne morem nikogar kar tako poklicati, ker nimam funkcije, v kateri bi ga lahko poklicala. Tako da to vprašanje je malce neprimerno. Ja, ko bom stopil v Pahorjeve čevlje, bom najverjetneje poklical Erdogana, vsaj v teh najprej, v bistvu, ker je ta najbolj obveščen znotraj vseh teh. Tle komunikacija pač teče in je vezana na samo funkcijo, poznava se odprej, ko sem nadomeščal Pahorja, ampak to je zgolj ena slučajnost. Pravzaprav vsakdo od nas bo lahko uporabil tisto, kar je dosedanji predsednik na tem področju že naredil. In ja, tukaj se v bistvu ne uporablja ta Ruplov argument, imam veliko beležnico, pa ne vem, koga lahko kličem po svetu. Res ni preveč smiseln, zaradi tega, ker ko gre za tako zaostrene zadeve, je vsakdo, ki lahko mičken pomaga, lahko dobrodošel. In tle ima Slovenija vseeno neko svojo prakso dosedanjo. Pustimo, kaj si novinarji pa drugače mislite, ker ta del prakse poteka daleč od oči javnosti. Ampak za volivke in volivce je lahko pomembno, kakšne vezi ste spletli kot kandidati v dosedanjem delu in vprašanje je bilo zelo jasno. Gospod Prebilič, kaj pa vi? Andreja Sekifarja, generalni sekretar Kongresa pri Svetu Evrope. Gre za edini medvladni organizirani kongres, kjer so vsi župani 47 držav članic prisotni. Tukaj sem podpredsednik socialistične skupine v tem kongresu in tukaj bi začel pogovor. Zakaj? Zaradi tega, ker Svet Evrope je edina evropska organizacija, ki se razteza tudi na vzhodni del Evrope in tudi posega že v Azijo. Torej, to pomeni tudi Rusko federacijo, tudi Turčijo in nekatere druge države. Kaj bi se zmenili? Kaj bi se zmenili? Začeli bi se pogovarjati o miru. Namreč premalo se o miru pogovarjamo in se strinjamo v tem kontekstu, da je Turčija lahko tukaj zelo pomemben vezni člen, sicer pa sam tudi poznam župana iz Istanbula. Ko smo že ravno pri telefonskih številkah, predsednik seveda ne dela sam, ima svojo ekipo. Povejte prosim volivcem, kdo bodo vaši najožji, najbolj ključni sodelavci in katera področja bodo pokrivali, gospod Prebilič? Moji sodelavci so skrbno izbrani in so majhna skupina, zato ker sem že uvodoma povedal, koliko imamo tudi virov in financ. Si bom pa izbral tedaj, ko bom prišel na to funkcijo, tiste, ki bodo najbolj kompetentni. Zdaj jih pa še nimate? Sodelujem z različnimi ljudmi, ampak ne želijo biti izpostavljeni. To so v glavnem iz akademskih krogov, profesori, kolegi iz različnih fakultet, pa tudi iz različnih univerz. Gospod Brglez. Bom to povedal, ampak naj še prej vseeno povem, če bi se mogel že hvaliti, lahko pokličem kogarkoli v parlamentu in najverjetneje večino komisarjev. To ni problem, ampak to ničesar ne reši. Kar se pa tiče kompetentnih ljudi, tudi sam nameravam imeti kabinet, obdan z svetovalci, ki vedo več od mene, ampak eden od njih, saj za zunanjo politiko, eden od tistih, ki bo za zunanjo politiko, je gotovo Ivo Vajgl. Kaj drugega pa v tem trenutku, mislim, glede tega vprašanja. On vas je podprl v tej tekmi. On je podprl, nadaljevala bova sodelovanje na takšen ali drugačen način. Gospa Pirc-Musar. No, zanimivo, gospod Ivo Vajgl me je preko posrednika poklical in tudi sam rekel, da se je pripravljen umakniti iz predsedniške kampanje v zameno za to, da bi bil svetovalec za zunanjo politiko. Jaz imam v svojem štabu... Najprej razčistili, ker ste že ravno to omenili, gospod Brglez. Ali to pomeni, kar pravi gospa Pirc-Musar, da je tu šlo za neko
Jaz sem seveda to odklonila. Se umaknem in... Ne. Midva so znotraj istega ideološkega pola. Tudi midva. Niti približno, kar se tiče zunanje politike. Poglejva zadev. Ne midva, jaz sem Ivo Vajgl. Ivo Vajgl in vi. Nista niti približno v razumevanju nekaterih zadev. Jaz preprosto potrebujem takšnega, ki zna na tem nivoju včasih misli tudi inovativno. Pa vam je sam ponudil, da vam pomaga, ali ste ga Ne, vi to je prosili? moja odločitev, to sploh nima veze, da bi mi on karkoli ponujal. Ampak ker je situacija nanesla, da je bil on na neki časa je fungiral kot kandidat, ki bi ga sam podprl. Ker pač ni bilo kogar drugega, ki bi ga lahko podprl. Po tistem, ko je Marta Kos vstopila, se zadeve toliko spremenile, da seveda, ker sem ga prej na nek način podpiral, se mi je zdelo smiselno, da se o teh zadevah pogovoriva, ampak ta ideja, da bova sodelovala, je pa jasna in sva sodelovala že prej, sodelovala bo tudi Vi kasneje. ste rekli, da se zelo razlikujete z gospod Pirc-Musar, najbolj na področju zunanje politike. Ste lahko to konkretni? No, dajmo, Če lahko zdaj jo poveste. vprašate, kaj misli glede Palestine, kaj misli glede Katalonije. Kar vi povejte, glede na to, da ste vi to izpostavili. Tukaj imamo z Ivom Vajglom zelo podobne poglede, čeprav vem, kaj je možno kot predsednik narediti in kaj ni možno kot predsednik narediti. Vedno sem bil za priznanje Palestine, seveda, če bi to pomenilo tudi dobre odnose z Izraelom, to je velika enigma, na kak način pravzaprav te zadeve narediš. Problem, ki ga imamo v Sloveniji, je, da seveda po zakonu o zunanjih zadevah je končni arbiter samega priznanja Državni zbor v primerjavi z vsemi drugimi državami, kjer pravzaprav Državni zbor že sprejme neko deklaracijo, ampak končni akt Smo pa naredi država. spremljali sago v Državnem zboru in tudi sago s poimenovanjem, ali gre za pripoznanje ali kaj drugega, gospa Pirc-Musar. S tem sem želela samo ponazoriti, kakšna kupčkanja se dogajajo v ozadju med strankarskimi kandidati. Sama imam seveda svetovalce, imam jih iz akademske sfere, imam jih iz gospodarske sfere, socialne sfere, res širok spekter. Nikoli si nisem delala utvar, da znam vse, neizmerno mi pri tem pomagajo. O imenih seveda. Zato, ker je to preuranjeno. Imena svetovalcev bom razkrila po 13. novembru. To je dan D. Pomembno za odločanje volivcev, da vedo, kdo vpliva pri oblikovanju vaših stališč, kdo bo del vaše ekipe. Svetovalci predsednika republike so zelo pomembni potem. Sama sem tista, ki izražam svoje stališča. Moje vrednote so pomembne. In zagovarjam jih vedno, že 25 let enako. Človekove pravice, vladavina prava, pravna država, tu se ne spreminjam. Na področjih, kjer nimam dovolj znanja, se posvetujem, ampak na koncu si vedno oblikujem svoje mnenje in sama sem tista, ki ga moram v javnosti tudi zagovarjati. Kje pa vi vidite ključne razlike z gospodom Brglezom pri zunanji politiki, kar je prej sam omenil? Med mano in gospodom Brglezom? Gospod Brglez je... kakšen naziv že imate, da vas docent, se pravi visokošolski učitelj z področja mednarodnih odnosov, tu ima zagotovo neizmerno veliko izkušenj, ampak sama veliko spremljam mednarodno politiko, sem neobremenjena s strankami in tu si res želim s svojim znanjem, s pomočjo seveda tudi svojih svetovalcev ustvariti neko sliko in kot predsednica republike si pa želim, veste kaj, na področju mednarodnih odnosov in zunanje politike. Popolno usklajenost med predsednikom vlade, predsednico republike in državnim zborom. Ne sme se nam zgoditi, da predsednik vlade v tujini govori eno, predsednik države pa drugo. Na to bom pa še posebej pozorna. Gospod Kordiš, še vi glede vaše ekipe? Znotraj institucionalnih krogov v naši državi je Levica znana po dveh stvareh. Da smo mlada stranka in da imamo z naskokom najboljšo ekipo. Kar se je pokazalo tudi v zadnjih 8 letih našega parlamentarnega dela, smo edina poslanska skupina, recimo, ki je sposobna iz poslanskih klopi brez aparata ministrstva, smo bili sposobni pripraviti zakon za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega To je prepoznalo dobre 4% volivcev na parlamentarnih volitvah. Kdo bodo pa vaši svetovalci? Znotraj institucij nam vsi priznavamo, da imamo izredno kompetentno in izjemno močno ekipo. Nimam konkretnih imenov in priimkov, katerih bi želel javno ta hip govoriti. Lahko pa rečem, da glede na dinamiko naše stranke bi bila verjetno povprečna starost predsedniškega kabineta pod 40 let. Dobro, tudi vi ne želite razkriti imen. Zaradi razmer v Ukrajini se zaostrujejo tudi razmere na drugih področjih. Ljudi je strah, da jih to zimo ne bo zeblo.
da jih bo to zimo zeblo, a ne, ampak predsednik vlade Robert Golob je bil ta teden na seji v Državnem zboru kar jasen, ne, rekel je, da zima ne bo tako huda, kot smo se bali. Dejstvo pa je, da je zaželeno tudi v izogib morebitnim redukcijam varčevanje z energijo. Ali tudi vi osebno že varčujete z energijo in kako konkretno gremo en krog, pa kar vi, če začnete? Problem z energetsko krizo ni padel z neba in se je začel že pred izbruhom vojne v Ukrajini, ker je nekaj globalnih igralcev, nekaj velikih korporacij začelo ljudi izsiljevati države s tem, da so si dvigovali marže. Kako pa vi varčujete? In so si začeli dvigovati marže. Vojna v Ukrajini je to krizo še poglobila. Jaz ne vidim, zakaj bi mogel varčevati za to, da bojo tam Exxoni, Shelli dodatno zaslužili in da se gre zahodni establishment v Ukrajini vojno izčrpavanje proti Ruski federaciji. Zakaj bi ljudje nasploh za to vojno in za to krizo plačevali? Se niso oni naredili establishment in naredili kapitalizem. Ampak govorite pa tudi o okoljski katastrofi, ki se nam obeta, predtem pa ves čas svarite, pa ne vidite potrebe po varčevanju, gospa Pirc-Musar. Verjamem obnovljive vire, gospod Pirc-Musar. Zdi se, da je Evropska unija pospešeno dela na tem, da bi preprečila draginjo. Ravno včeraj je Evropska komisija sprejela sklep, da bodo šli v skupno nabavo energentov, kar pomeni, da bodo preprečili špekulacije na trgih. Vsi bomo morali varčevati, to je dejstvo, ampak mislim, da kakšne hude panike ne bo, da smo lahko mirni. Pri nas doma smo že zmanjšali ogrevanje na 21 stopinj in to seveda priporočam tudi drugim. Gospod Brglez. Srečen sem, vesel, da je solidarnost zaenkrat še v igri in Evropska unija bo obstajala tudi v tej krizi tako dolgo, dokler bo solidarna in bo našla način, kako biti solidarna. Tako da je ta kontekst omogoča potem ravnanje tudi držav in potem tudi takšne obljube, kot so. Ne? Kaj pa vaše varčevanje? Moje varčevanje, to leto sem zamenjal kurilno olje za toplotno črpalko, to tisto, kar sem lahko, paneli niso prišli v upoštev, zaradi tega, ker je pač napačna gradnja. Zakaj takšnega in takrat se pa žal ni razmišljalo, ko se je celotna zadeva nekako postavljala. Gospod Prebilič. Da smo v situaciji, v kateri smo, je 30 let odsotnosti zavedanja nujnih sprememb v Evropi in v Republiki Sloveniji. Torej, politične stranke niso storile nič, da bi spremenili način življenja, da bi upeljali obnovljive vire in tako naprej. Zato tega tudi kandidiram, da ne bom bil od nikogar odvisen, da bom lahko stvari zagovarjal in govoril takrat, kadar so ostali tiho. Vprašanje, s čim varčujem sam. Najprej sem energetsko saniral svojo hišo, v kateri živim, povečal 25 cm voja, postrešje zamenjal okna, že 2 leti nazaj, postavil sončno elektrarno na svojo streho, imam sistem za ogrevanje sanitarne tople vode preko kolektorjev in uporabljam varčno energetsko črpalko oziroma toplotno črpalko na svojem objektu. Na ta način zelo veliko prihranimo. Kdorkoli bo novi predsednik ali predsednica republike, bo njegov ali njen mandat trajal dlje od mandata aktualne vlade. Pomembno je, kako predsednik republike in predsednik vlade sodelujeta, ne glede na to, kdo zaseda ti dve funkciji. Še posebej pa je to pomembno v takšnih negotovih razmerah na Hrvaškem, denimo, ne, spremljamo nenehne spopade, hude spopade, zelo ostre med predsednikom Milanovićem in premierjem Plenkovićem. Niti o najpomembnejših strateških vprašanjih države nimata enotnih stališč, tudi ne recimo o vojni v Ukrajini, do tega, da zaradi njunih sporov nimajo imenovanih veleposlanikov. Predsednik Milanović je v prisegi vojakov celo prepovedal govor obrambnega ministra. Kako boste sodelovali s predsednikom vlade, zlasti takrat, ko se z njim ne boste strinjali, boste to vsakič povedali javno in s tem tvegali spopade dveh najpomembnejših politikov v državi na odprti sceni, gospod Kordiš? Mislim, da je popolnoma nepotrebno zapenjati za čisto vsako stvar, v kateri se z nekom ne strinjaš, in verjamem, da bi se kot socialistični predsednik republike pogosto ne strinjal s kakšnim kapitalističnim predsednikom vlade. Zato bi svoje intervencije omejil zlasti na ta 4 ključna področja, ki jih izpostavljam to kampanjo. Obramba javnega zdravstva, zagotavljanje stanovanj za mlade kot človekove pravice, zagotavljanje varne starosti in seveda primeren odziv na podnebni zlom. S tem, da se preusmerimo iz cest na železnice in v avtobuse, pa tudi, da razogljičimo energetiko. To so področja, v katere bi vložil vso svojo težo, vso svojo moč in vso svojo energijo. Bi za ta področja, ki ste jih našteli, torej odprli spopad na odprti sceni, ne, s premierjem Golobom in stranko in ne nazadnje tudi stranko, iz katere prihajate, ne, in trenutno vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, glede na to, da pravite, ne, da ste glas delovnih in revnih ljudi?
Predsednik mora delati z roko v roki z ljudstvom, to je moj mandat kot mandat predsednika republike, če bom izvoljen. In ja, vsekakor mislim, da solidarna prihodnost v tem hipu ni več stvar izbire, ampak življenjske nuje. In sem se zato z vsemi močmi pripravljen postaviti. Ja, ampak minister Luka Mesec, koordinator vaše stranke, se je pa pripravljen odpovedati Ministrstvu za solidarno prihodnost, kar je vsekakor zanimivo. Gospa Pirc Musar, bi vi, če boste predsednica, delali kakšno razliko v vaših odnosih z Robertom Golobom in denimo Janezom Janšo? Govorimo o predsednikih vlade potencialnih. Prav nobene, glede na to, da nimam strankarske izkaznice, ne eden, ne drugi nimata prav nobene moči nad menoj. Nimam strankarskega nahrbtnika. Zagotovo je pa naloga predsednice republike zgledno komunicirati, ne glede na barvo, kateri pripada predsednik vlade. In prepričana sem, da se s predsednikom vlade je potrebno srečevati pogosto, razpravljati, največ verjetno v zunanji politiki, tudi o razmerah doma. Če se kdaj ne bova strinjala, pa tega sama osebno ne bom razpravljala v javnosti. Zagotovo ne, to pa med nama, in računam na to, da bodo pogovori zgledni, primerni, usmerjeni v naslednje generacije in v razvoj Slovenije. Če bi bili vi predsednica republike v času prejšnje vlade, iz vaših dosedanjih nastopov kar jasno, kdaj bi se brez zadržkov javno oglasili, nevladanje z odloki v času epidemije, odnos do medijev, ravnanje policije na protivladnih protestih, sem še kaj pozabil? Ta glavne točke ste zajeli, če lahko samo en stavek dodam. Predsedniško funkcijo ravno vidim v tem, da je vrhovni branik ustavnih in človekovih pravic, in tu mi je pa čisto vseeno, če bo gospod Golob kdaj naredil kaj takšnega, tudi ob njegovih aktivnostih ne bom. Me pa zanima, če je nova vlada gospoda Goloba do tega trenutka že naredila kaj takega, kar bi terjalo odziv predsednika ali predsednice republike. Trenutno ne, ni šlo za kakšnih hujši zdrs v demokraciji, ne, to je tisto, na kar bom posebej pozorna. Morda sem malce bolj pogrešala njegovo zavzetost tudi pri reševanju težav v gospodarstvu. Prav je, da se je najprej posvetil fizičnim osebam in gospodinjstvom, ampak zavedati se na koncu moramo, da gospodarstvo daje delovna mesta, draginjski dodatek na plačo odlično, draginjski dodatek brez plače, če bodo delavci delovna mesta izgubili, bo pa povzročilo samo še več težav. Prebilič, kako bi ravnali vi, bi delali kakšne razlike, glede na to, če bi bila vlada leva ali desna? Nikakor. In to sem dokazal v 12 letih županovanja. Torej, če ga ste pred nami pogledati v občinski svet, boste videli, da vsi sodelujemo. Opozicije praktično nimamo, poenotili smo se, kaj je bistveno v naši državi. In to je naloga predsednika republike, da izpostavi tiste teme. Sam sem izpostavil 4. Najprej je to tranzicija oziroma zeleni prehod, drugo so mladi, tretjo so javni sektori oziroma javnost sektorja, zdravstvo, šolstvo in tako naprej. In četrto je decentralizacija. Torej, okrog teh tem se moramo vsi poenotiti, ker če se ne bomo okrog njih poenotili, bo pač konec Slovenije. Se pa sprašujem tudi sam, kako je mogoče sodelovati, če seveda izključuješ. Jaz mislim, da sem človek dialoga in bom neumorno iskal, kako bomo skupaj prišli do temeljnih rešitev dobrih za Republiko Slovenijo. Gospod Brglez, odhajajoči predsednik republike Borut Pahor je bil deležen kar ostrih kritik, ne ravno zato, ker ni odpiral front z vlado, predvsem, ko je šlo za človekove pravice in druge demokratične standarde. Vztrajal je v prepričanju, da je odpiranje front med predsednikom republike in predsednikom vlade škodljivo, ker prispeva k razdvojenosti. Kako boste ravnali vi, če boste predsednik, še posebej, če bo premier iz druge politične opcije, kot je vaša? Tudi če bo iz iste, bom pravzaprav glede osnovnih standardov na istem, in to sem že dokazal kot predsednik Državnega zbora. Ko gre za ustavnost, se ne mislim pogajati. Ne z Golobom, s Cerarjem, Janšo, tudi Fajonovo. Ni važno, kdo je tam. Glede ustavnosti res ne. Ampak tudi glede tega, na kakšen način lahko sodeluješ. Pogledaš dosedanjo prakso. A je dosedanja praksa že šla izven ustavnih okvirov ali ne? Če je že šla izven ustavnih okvirov in si primoran zaradi tega, ker so pač rezultati volitev takšni, si posebej previden. Tisto, kar znam in tisto, kar mislim, da je treba vedeti, je, na kakšen način lahko tudi v ozadju rešuješ nekatere zadeve. Ne rešujejo se samo na relaciji do predsednika vlade ali pa do drugih institucij. Rešujejo se mnogokrat mnogo nižje, če hočeš kakšno stvar narediti. To je tisto, kar pač skušam dopovedati oziroma nekako
poskušam ponazoriti tudi tisto prakso, ki sem jo uvedel takrat, ko sem bil predsednik državnega zbora in sem znal marsikatero zadevo v ozadju rešiti. Tiste, zaradi katerih se je bilo pa treba prepirati in so se nanašali na ustavnost, tukaj pa noben predsednik vlade ne bo deležen različnih standardov. Do glasovanja je še dober teden dni, natanko teden dni pa imate v bistvu časa še za nagovarjanje volivcev, potem je volilni molk, torej 23. oktobra gre za res. Na N1 smo se odločili za zanimiv preizkus vaše prepoznavnosti in med ljudi smo poslali našega novinarja Jakoba Murovca, ki je poleg vaše fotografije mimoidočim pokazal tudi fotografije estradnikov in drugih znanih Slovencev. Pa poglejmo, kako ste se odrezali. Ja, to je pa dobro. Smo vsi to videli, ne? Ja, tudi nek politik 100%. Tega tu? To je igralec. Ta je pa, zdaj sem dobila prospekt. Ne vem. Kordiš. On vem, da igra pri Hostarju. Ampak tega na desni pa noben ne pozna. Najprvič ga vidim. To pa ne. To je Miha z Levice. To pa ne vem, kdo je. On vem, da je bil pri Hostar, drugače ne vem imena. Sam vem, da je pač nastopil v filmu pri Hostar, to pa je to. Na tej strani pa... Ne. To je gospod Kordiš, predsedniški kandidat. To je pa iz Hostarja, no. Ha, tudi zdajle ime ne gre, ta hip z jezika. Lepa Afna, pa vem, da je ta iz Kamnika, ki zdaj kandidira za predsednico države. Musarjeva, to je pa tudi od ene stranke. Na Instagramu še slovenska. Pa tudi ne poznam gospe. Nataša Pirc-Musar. Ona pa mi ne glih. Ne vem. To je Lepa Afna, tudi ne. Kaj ne bi, Nataša Pirc-Musar, kandidatka in pa... Ta je pevc, drugač glasbenik, zato je pa tudi politik, sam ne vem, katera stranka. En politik je drugač. Nek politik, to je to. Tega ne poznaš? Ne. To je Brglez. On je pa nekakšen glasbenik, ampak ne vem pa zdaj, kako se piše, ne bi vedela. Za tega vem, da poje v eni skupini, tale Joker Out. Za tega ne vem. To je kandidat predsedniški, gospod, zdaj mi pa ne, pa tale, Joker Out, Bojan Svetičanin. Tega ne poznate? Ne. Marko, ne vem, kako mu je ime. Marko? Ne vem, Marko. Tisti je Jani, to pa ne vem, kdo je. Spravi, Ne bi vedel. No, Pojma nimam. 100% mu je ime Miha. To je Jugovic, man se zdi. Ta je pa Prebilič. Prebilič, meni. Ne, nobenega. Nobenega? Ne. V te dva pa ne bi vedel. Ne. Ja, to je gospod Prepilič iz Kočevski župan, tudi kandidat predsedniški. In pa, vem, samo imena zdaj ne bom znal povedati. Ste se kar dobro zabavali, spoštovani kandidatki in gospa kandidatka. Gospod Brglez, gospod Prebilič, najslabše ste se v bistvu odrezala vidva. Za vas, gospod Prebilič, je nekdo celo rekel, da vam je zagotovo ime Miha. No. Kako komentirate to, kar sta videla in mimogrede sta vidva prepoznala znane obraze na fotografijah poleg vaših, gospod Prebilič? Ja, kaj ne rečem. Očitno res je še premalo prepoznavnosti, se strinjam. Še vedno pa v nekaterih drugih krogih, po mojem, sem kar dosti dobro prepoznan. Med mladimi, po mojem, zlasti tisti, ki hodijo na FDV ali so hodili na FDV, teh ni malo, me bodo sigurno prepoznali. Estradnike ste prepoznali? Kar nekaj, ja. Imam 2 tinejdžerske hčerke in moram prepoznati, drugače sem slab oče. Gospod Brglez. Moram priznati, da sem zelo malo estradnikov pravzaprav poznal. V bistvu moji otroci so že malo starejši.
In preprosto sem izven teh krogov, da bi lahko, ne moreš pa tekmovati kot politik in tudi ne je bilo dobro, da bi politiki bili bolj znani kot drugi ljudje v državi. Jaz bi se zavzemal za takšen tip politike na koncu, kot je v Švici. Praktično se sploh ne ve za njih, ampak peljejo zadevo tako, kot je treba. In če nikogar ne moti, je zadeva toliko boljše izpeljana. Ampak da greš na volitve, pa da tam nekoga obkrožiš, ga moraš verjetno kar poznati. Ja, ga moraš poznati, tukaj ali pa vsaj misliti, da ga poznaš. Ja. Gospod Kordiš, pri vas je morda malo presenetljivo to in tudi to ste prej tudi na glas komentirali, ne? Da druščina 3 mladih ni vedela, kdo ste, rekli ste, pa to je moja baza. Je tudi vas to presenetilo? Kaj vam to sporoča? Pa niti ne, nikoli nimaš ali prvoosebnega stika z čist celotno generacijo, niti neposrednega stika preko socialnih omrežij s celotno generacijo. Vsi pa vodimo svoje življenja, kakor nam najbolj odgovarja, glede na vrednote, ki jih imamo in tako naprej. Tako da mislim, da imajo te mladi ljudje še čas, da se zainteresirajo za politiko, če ne prej. Takrat, ko bodo iskali svoje stanovanje in ki bodo videli, kakšne so najemnine v Ljubljani, no takrat bojo pa vedeli, kdo je Miha Kordiš, ki se bori za njihove flete. Gospa Pirc-Musar, vas so volivci v tem našem preizkusu najbolj prepoznali in to med vsemi kandidati, ne samo med vami 4, ki ste danes tu. Zdaj splošna prepoznavnost je vaša prednost v tej bitki, to se tudi analitiki, tisti, ki merijo javno mnenje, nekako strinjajo, ampak na drugi strani vam podpora v javnomnenjskih raziskavah pa zdaj pada. Zdaj ste v tesnem spopadu z gospodom Brglezom za uvrstitev v drugi krog. Kako ga boste skušali do 23. oktobra še premagati? Res je, da je moja prepoznavnost velika zaradi dela na Pop TV-ju, na nacionalni televiziji. 10 let sem bila informacijska pooblaščenka, nastopam v medijih, tega se zavedam. Jaz sem prepričana, da bodo prepoznali tudi moje vrednote, srčnost, energičnost. Bom zagotovo srčna, energična in delovna predsednica. Videli bomo kmalu, spoštovani kandidati in spoštovana kandidatka, zato imate še teden dni časa. Za danes pa gospod Prebilič, gospod Brglez, gospa Pirc-Musar, gospod Kordiš, najlepša hvala, da ste bili gostje NN soočenja. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Ponovno soočenje 4 kandidatov na NN v torek. Bodite z nami, za danes pa hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje.